Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Mogoče smo naslov tega webinarja zastavili malo tako provokativno. Moram reči, da proti študentom nimamo nič. So zelo v redu, tudi sami smo bili študenti in se zavedamo tega, da je pač treba nekje si nabirati izkušnje. Ampak kot je že Jerneja rekla, pri našem delu je pač potrebno biti dosleden, strokoven in večinoma pri študentih nekaj manjka. No? Zato smo se odločili, da bomo predstavili, kako mi vidimo oziroma kako mi dejansko delamo te stvari in mislimo, da je tako tudi najbolje za naše stranke. Ne bomo polemizirali, ali je študentsko delo primerno za delodajalce ali ne, prav tako tudi ne bom razpredal o primernem plačilu za takšno delo. Kot sem rekel, naslov je pač provokativen, ni pa namen tega, da kakorkoli kritiziramo in polemiziramo in odpiramo določeno vprašanje. No. Študentsko delo je predvsem odločitev delodajalca, zadnje čase pa je še toliko bolj na udaru zaradi nedorečene zakonodaje, ki lahko študentsko delo obravnava kot redno zaposlitev z vsemi obveznostmi delodajalca, ki temu sledijo. Zato vseeno previdnost ni odveč, ko se odločate za najem študenta. Ampak za študenta je izkušnja dela v podjetju v tem konkretnem primeru v marketingu vredna zlata in moje osebno mnenje je, da se lahko v praksi nauči bistveno več kot pa v študentskih klopeh, vsaj tistih znanj in veščin, ki jih bo kasneje potreboval na trgu dela in tudi takšnih znanj, ki jih mi potrebujemo. Seveda, če ga področje tudi veseli, to je en od pogojev. Delovne izkušnje si pač mora nekje nabirati in je torej za študenta vse to samo pozitivno. Včasih je nadebudni slušatelj prvega in drugega letnika trženja ali odnosov z javnostmi celo imel dovolj izkušenj, da ga je bilo mogoče najeti za upravljanje profila podjetja na Facebooku. Jaz imam takšno izkušnjo in tudi za 200 taka se je včasih že dobilo študenta. Samo o samih rezultatih njegovega dela lahko pa povem le to, da ga po nekaj mesecih ni bilo več na spregled, kar je samo gotovo, da se pač to delo ne izplača, da je zelo naporno in pa predvsem, da ni tako enostavno, kot si dopisovati na Facebooku s prijatelji. Spremenjene nakupne navade so marketing prisilile v številne prilagoditve in pa predvsem digitalizacija, razvoj družabnih omrežij, digitalnih komunikacijskih kanalov in marketinških informacijskih sistemov je boostala digitalni marketing na raven, kjer so potrebne res določena znanja, specifična znanja in ki se jih ne da pridobiti kar tako, no, z samo uporabo socialnih omrežij, družabnih omrežij. Področje se je tudi tako razdrobilo, da zahteva specifična znanja za točno določene funkcije, ki jih samo ena oseba redko premore, sploh se pa z njimi ne more sama ukvarjati v nekem podjetju. Ali za lastno podjetje ali pa za klienta. Enostavno je to za eno osebo preveč. Kako mi vidimo marketinški dream team? Študente bomo zdaj pustili ob strani, pa poglejmo, koga potrebujemo, da bo naš digitalni marketing deloval, kot je treba, za naše podjetje oziroma za naše stranke. Marketinški dream team je idealna marketinška ekipa, ki si jo želi vsako podjetje, vendar so tle tudi omejitve. Njihove zadolžitve so sledeče, to je 5 ključnih oseb, lahko se še razdrobijo, lahko se še delijo, lahko jih je več, ampak 5 je res ključnih za to delo. Imamo stratega, ki je odgovoren za delo ekipe, razume podjetje, v katerem dela oziroma za katero dela, kaj to podjetje dela, še najbolje pa mora poznati njegove kupce,
oziroma se zavedati, kdo so buyer persone. Njegove glavne naloge so priprava urnikov aktivnosti in pa skrb za to, da ekipa spoštuje zadane roke. On je tudi stalno v kontaktu z klientom in je v digitalnem svetu ima neko uveljavljeno vlogo in pa številne izkušnje, še posebej, ko je treba razpolagati z konkretnimi budžeti, ki so v marketingu kar visoki. Poleg analitičnih sposobnosti ima tudi smisel za vsebine, ker dejansko je on tisti, ki daje navodila piscem in pa celotni ekipi, v kakšni smeri se bodo kreirale vsebine in seveda prenaša tudi želje svoje stranke naprej ekipi sami, ne. Če pač ta navodila ekipi niso dobra, potem tudi vsebine ne bodo dobre in uspeha dejansko ne bo. Druga ključna oseba, upravljalec družbenih omrežij. Družbena omrežja so pač nekaj, čemur se zdaj danes težko izognemo, in kanalov komunikacijskih je precej, nastajajo tudi vsak dan novi. Zato je to neke vrste desna roka stratega. Udejanja njegove načrte in strategije, komunicira z zainteresirano javnostjo s tonom in jezikom, ki ga uporablja klient oziroma ki ga želi klient. V njegovih zadolžitvah pa je tudi poznavanje in izobraževanje na področju družabnih medijev. Dejansko, če se ne izobražuje sam, če ne spremlja trendov in tako naprej, ne more delovati aktivno in se prilagajati zahtevam družabnih omrežij in pa seveda uporabnikov družabnih omrežij. Ko iščete takšnega kandidata za službo, je najlažje preveriti dejansko njegov odtis na spletu, in če vas tam ne prepriča oziroma ugotovite, da ni to, za kar se predstavlja, potem dejansko ne more biti dober upravljalec. Pravimo, da je vsebina kralj oziroma content is king. V vsebinskem marketingu to dejansko velja, zato je ustvarjalec vsebin, pisec, eden glavnih stebrov marketinške ekipe. Čeprav ga verjetno ne boste obravnavali kot kralja, je pa njegova vloga vseeno ključna, za učinkovitejše in konsistentnejše delo pa je bolje, da ga ne najamete kot zunanjega sodelavca, ampak da je dejansko to nekdo, ki je stalno prisoten. Svoje delo opravlja skupaj s strategom in upravljalcem družabnih omrežij. Sposoben je pisati tudi tako bloge kot razne dokumente, to so hitri vodiči, študije primerov in tudi PR članki. Tudi žilico mora imeti za oglaševanje. Prav tako se pa tudi dobro zaveda, da bo s svojim izdelkom moral v nekaj trenutkih pridobiti pozornost kupca. In se razume, da boste najbolje videli, ali tak pisec ustreza vašim potrebam, je, če boste pregledali njegovo dosedanje delo. Pri nekomu, ki nima izkušenj, je to težko in tudi ni priporočljivo takega človeka dejansko vzeti kot del ekipe, kot vajenca pa vsekakor ja, ne, ker dejansko te ljudi se jih sproti uči tudi teh veščin, no, marketinga. Četrta oseba je analitik. Brez analitika ne morete vedeti, kje ste v svojem prizadevanju nagovarjanja kupcev in ali vaša vsebina vpliva na njihove odločitve. Analitik zna meriti uspešnost kampanj, metrike primerjati z zastavljenimi cilji. Z njegovo pomočjo bo marketinška ekipa svoj trud usmerjala v vsebine, ki imajo učinek, in dejansko podjetju lahko prihrani denar, saj ga ne boste porabljali za tisto, kar pač ne deluje.
Ne nazadnje je član te sanske ekipe tudi tehnik oziroma specialist za splet in pa tudi vsaj malo programer. Njegova odgovornost je postavljanje spletnih strani, pripravljanje newsletterov, nastavljanje marketinških kampanj v marketinškem informacijskem sistemu. Jasni mu morajo biti procesi, ki potekajo znotraj marketinškega lijaka, tako da je kar zelo izobražen oziroma zelo razgledan na tem področju. Je pa ena stvar res, da takšno sansko ekipo, no, kot sem jo zdajle naslikal, si redko katero podjetje lahko privošči, zato si vam priporočam, da si ne prizadevate na vsak način najeti vse te ljudi oziroma jih iskati v svojem krogu, ker marketing se razvija postopoma, digitalni marketing tudi ima svoje specifike, vsega ne potrebujete naenkrat, ko se pa pojavi potreba po določenih specifičnih znanjih, pa boste vsaj vedeli, kdo vam manjka v ekipi in vam lahko koristi. Zdaj pa tako, da se malo pohvalim, no, tudi v Frodixu imamo sansko ekipo oziroma sanske ekipe, vendar jih ne sestavlja 5 ljudi. Mi smo malo to optimizirali in delujemo po principu trojk. Naše trojke so pa naslednje. Imamo success coache, kar sem tudi sam. Pravijo nam tudi vodje projektov, čeprav so naše naloge precej širše. Skrbimo za klienta, prisluhnemo njegovim potrebam in mu svetujemo, kako naj svoj marketing in prodajo še izboljša, da bo dosegal še boljše rezultate. Skupaj z stranko pripravljamo tržne strategije. Naša naloga pa je, da dogovorjeno prenesemo na svojo ekipo in jo usmerjamo k izpolnjevanju zastavljenih ciljev. Naša vloga je tudi delno vloga analitika, saj smo odgovorni za spremljanje kazalnikov uspešnosti, poročamo direktno klientu, stranki pa tudi sproti prilagajamo marketinške aktivnosti in prijeme, če se izkaže, da ne dosegajo želenih rezultatov. Drugi del trojke je ustvarjalec vsebin oziroma pisec. Drugi steber ekipe, njegove zadolžitve so nekoliko širše kot pri sanski ekipi, pokriva tudi upravljanje vsebin v različnih spletnih skupnostih, v družabnih medijih. Čeprav je njegova osnovna naloga priprava vsebin, se pač od njega tudi pričakuje, da pozna te medije in zna z njimi upravljati samostojno. Pri piscih gre predvsem za mlade ljudi, ki pa so zelo razgledani in pa z močnim občutkom za marketinški jezik in prijeme, ki prepričajo še tako zahtevnega kupca. V naših prejšnjih webinarjih je že tudi Barbara predstavljala delo piscev, tako da vam svetujem, da če vas zanima, kako dejansko funkcionira pisec, da si malo pogledate te webinarje. So zelo zanimivi, no, jaz se tle pač ne spuščam toliko podrobnosti, kaj kdo dela. Je pa res, da pri nas so pisci podkovani tako v B2C in pa v B2B segmentu, ki se nekoliko razlikujeta, no, razlikujejo se prijemi, razlikuje se jezik, ki ga uporabljamo, in pomembno je pri piscih, da poznajo področje, za katerega pišejo, no, in imajo občutek za to. Seveda je dobro, da imajo tudi izkušnje pri tem delu. Tle, če se vrnem na tisto na začetku, kar se tiče študentov, študentom manjka ta širina, ne, ki jo mora imeti pisec, da lahko dejansko nagovarja kupce na določenem področju. In tretji del naše ekipe trojke je tehnik,
ki tudi združuje več členov sanske ekipe, saj mora obvladati tako tehnično plat marketinškega stroja in spleta, kot tudi analitiko, ker poleg Success Coacha tudi on sam skrbi za optimizacijo kampanj, kjer je to pač seveda potrebno. Tako da pri nas je pač pomembno, da vse te tri osebe imajo nekaj skupnega, no, da se zavedajo in poznajo področja tudi drugih, no, ki jih zadevajo. Tehnik je verjetno tudi najbolj seznanjen z aktualnimi trendi in razvojem spleta in marketinških orodij. Zato so pač njegovo znanje in veščine izrednega pomena. Pri nas se trudimo, da ta znanja prenaša tudi ves čas naprej na druge člane ekipe, predvsem na tehnike, ki se še učijo, ki se še uvajajo. Nas je kar nekaj že, no, ki to počnemo. To bi bilo počasi to, no, kar se tiče našega delovanja, kako naj deluje marketinška ekipa, da bo uspešna, tako si jo mi predstavljamo. Ne glede na to, ali boste najeli enega človeka, majhno podjetje ne rabi toliko velike ekipe, ali pa 5 ljudi iz sanske ekipe, imeti pri roki ekipo za digitalni marketing je danes zelo pomembno. Udejanja dejansko vaš trud in to je neprecenljivo. Pomaga vam precej bolj uspešno promovirati vašo znamko in spodbujati uporabnike oziroma kupce k nakupu vaših izdelkov ali storitev. Če imate prave strokovnjake, ki jim lahko zaupate, vam bo ostalo več časa dejansko za ukvarjanje z drugimi platmi vašega poslovanja. Zato vam svetujem, da če še nimate, da si takšno ekipo zamislite in jo tudi dejansko postavite, no.